Da bi počastili uspešen zaključek šolskega leta, so na Pušči organizirali počitniško srečanje otrok z županom mestne občine Murska Sobota Aleksandrom Jevškom. Izjemno smo veseli, da se je odzval župan mestne občine Murska Sobota gospod Aleksander Jevšek. Mi smo pa poskrbeli za prijetno presenečenje, tako da smo za otroke pripravili pester program. Na vse zadnje smo prvič gostili napihnjene gradove igrala, tako starši kot otroci so bili prijetno presenečeni. Sam župan pa je obdaril otroke z kopalnimi kartami v mestnem kopališču Murska Sobota. Zveza preporod pa je poskrbela, da smo v bistvu delili kape, kajti sonce je pripekalo. Za pripravo srečanja so se odločili, ker so se romski učenci skozi vse leto trudili in so jih želeli za to nagraditi. Namen današnjega počitniškega srečanja pa je bil otroke obdariti, kajti naredili so en zelo dober učni uspeh. Namreč dobili so neko potrditev, neko pozornost strani nas, skrbnikov, kajti skozi celo leto so si uspešno prizadevali za ne samo redno obiskovanje osnovne šole, ampak tudi na koncu, da so dosegli ta zelo dober učni uspeh. Z uspešno pripravljenim srečanjem, ki je v šolarjih, starših, učiteljih in drugih vzbudil občutke ponosa in veselja, so torej dobro utrli pot tudi podobnim dogodkom, ki jih načrtujejo med počitnicami in ob začetku novega šolskega leta. Mi bomo vsekakor te aktivnosti nadaljevali tudi v času počitnic. Vsekakor en tovrstni dogodek bomo pa pripravili pred samim začetkom novega šolskega obdobja, kajti zaopazili smo, da so otroci to dobro sprejeli, še boljše so sprejeli starši in na nek način je vse treba skupaj izkoristiti. Klima je dobra, za mestno občino Murska Sobota imamo načeloma dogovorjen in dober pristop na tem področju, tako da zadeve bomo še nadaljevali. Pri Zvezi Preporod imajo pri vsem tem kot cilj v mislih zlasti ozaveščanja o pomenu izobraževanja in učenja pri mladih. Zavedajo se namreč, da je prav pridobljena izobrazba eden izmed ključnih dejavnikov uspeha. Torej lahko rečem, da smo postavili nek nov mejnik na tem področju, neko novo spoznanje. In seveda, ko postaviš neko časovno novo obdobje, potem je priloženo, da se ozreš nazaj. Mi smo se ozrli nazaj, ugotovili smo, da so otroci naredili dober učni uspeh, zazrli smo se v prihodnost, bomo pa poskrbeli, da bodo otroci imeli svoje pogoje, da bodo lahko ta dober učni uspeh še nadgradili.